Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji oddaji Aktualno je Andrej Poglajen, poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Hvala za vabilo in lep pozdrav tudi vam in vašim gledalkam in gledalcem. Bodiva aktualna, danes zjutraj se je zgodilo bližnje srečanje med človekom in medvedom v Zavratcu. Kako komentirate te zastoje pri vzdrževanju primernega staleža medvedov v Sloveniji? Ja, nažalost je to odraz, nekega načina vodenja tudi resornega ministrstva in tudi po eni strani države, ki je zelo neodgovorna na tem območju. Očitno se ne zavedajo, s čim se podeželja, predvsem tudi v naših krajih, soočamo in kakšne so posledice tega. Kot veste, je pred nekaj dnevi tudi sodišče razveljavilo sklep oziroma uredbo o odstrelu kar zajetne številke medvedov. Seveda so bile tukaj v ozadju tudi pritiski, verjetno za strani ločenih nevladnikov, ki ne vejo, kako je živeti na podeželju. Nazadnje pa v bistvu tako politiko, se pravi, ki bolj skrbi za živali kot za človeka, spremljeno že praktično od začetka mandata te vlade. Poglejte samo z vidika preteklega dogajanja, mogoče v Državnem zboru, nekako paradoksalno, na isti seji se je sprejemal zakon o evtanaziji, ter potrjeval tudi zakon, ki mogoče dodatno zaščito živali, se pravi, očitno človek oziroma državljan Republike Slovenije ni več tista primarna skrb za trenutno vlado. Tak primer pa smo videli tudi, ko je morala pretekla ministrica za kmetijstvo zapustiti svoje mesto, ker je odredila odlov nutri. Se pravi, neodgovorno, predvsem pa, zaskrbljujoče in ogrožajoče za prebivalce podeželja. In mislim, da bo potrebno v naslednjem letu, ko bo nastopila neka nova vlada na področju divjadi, na področju tudi medveda, te zadeve konkretnejše urediti in seveda omogočiti predvsem varno bivanje na podeželju. Član Državnega zbora ste od 5. septembra lansko leto, torej približno 10 mesecev, ko ste kot nadomestni kandidat izvoljeni na listi Slovenske demokratske stranke dobili sedež v parlamentu. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, ki smo jih tudi oštevilčili. Urejeno. Iskreno bom rekel, zelo sem nezadovoljen na tem področju, kajti mislim, da je bilo to ena izmed idealnih priložnosti, ko bi lahko celotna slovenska politika stopila skupaj, kot je tudi v tistih prvih dneh po poplavah leta 2023, ko smo dejansko tudi predstavniki Slovenske demokratske stranke pomagali, kjer smo lahko. Nažalost pa se je v bistvu ta držanje skupaj, če lahko temu rečem, hitro končalo, ko so koalicijske stranke začele forsirati nekatere kraje, ki so očitno bližje izvoljencem z njihove strani. Nažalost, med temi kraji ni Idrijsko-Cerkljanske. Takrat, če se spomnite, se je v Državnem zboru sprejemal specifičen zakon, ki je naslavljal sanacijo nastalih posledic, in takrat se je tudi sprejel člen, v katerem se piše, da je recimo 3. razvojna os, se pravi ta koroški del, ki pelje proti Koroški, nekako ena izmed primarnih, prioritetnih projektov te vlade. Takrat smo v Slovenski demokratski stranki tudi s podporo vseh županov ob 4. razvojni osi predlagali amandma, ki bi isto obravnaval tudi 4. razvojno os. Nažalost, poslanci koalicije tega predloga takrat niso podprli. Seveda pa so naše kraje tudi letos, nažalost, ponovno prizadele poplave. Spomnimo se majskih prizorov iz Cerknega. Tudi tukaj moram reči, da sem na ministrstvu naslovil kar nekaj pobud in vprašanj, zadeve tudi izpostavil med sejami. Ena izmed takih zelo perečih zadev je seveda, struga reke Cerknice ob Bevkovi ulici, pa tudi potok Črna v Dolenjih Novakih, kjer pa smo lahko videli tudi, da sanacija ni bila ustrezna, delo ni bilo ustrezno upravljeno, kajti naložilo se je dejansko samo nekaj skal ponovno v strugo. Te skale pa bodo na naslednji večji ujmi ponovno končale v dolini in spremljali bomo enake prizore. Se pravi, pričakuje se od Vlade Republike Slovenije, da zadevo rešuje celostno, ne nazadnje tudi v programu javnih služb za območje Soče in njenih pritokov je kar nekaj projektov zavedenih za letošnjo leto, ki bi se izvajali na področju Idrijsko-Cerkljanske. Nažalost, niti eden od njih še ni prišel v realizacijo. Res je, ta vladna koalicija je v koalicijski pogodbi tudi zapisala, da bo spodbujala vstajanje mladih in priseljevanje mladih na podeželje in da bo na področju tega tudi oblikovala ustrezno zakonodajo.
Nažalost smo potem hitro videli populistične obljube, najprej 30.000, potem 20.000 stanovanjih, pa na to se je ta številka zmanjšala na 3.000, 2.000 na leto in tako dalje. Nažalost na tem področju pa za podeželje ni bilo narejeno praktično nič. Ne samo za podeželje, tudi za, bom rekel, manjša urbana središča, kar Idrija in Cerkno tudi sta. Država oziroma državni zbor je sedaj sprejel zakon, ki bo zagotavljal 100 milijonov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Nažalost v državi sploh nimamo projektov za naslednjih 10 let, ki bi lahko ta sredstva učinkovito uporabili, ponucali po domače rečeno, kajti če smo realni, če pogledamo celotno situacijo, učinkovitost nekega področja, neke zakonodaje se gleda pri realizaciji teh sredstev. Če tega ni, je zakon in, bom rekel, tudi sredstva samo mrtva črka znotraj proračuna. Po drugi strani pa tudi stanovanjska problematika, ki jo gledamo, s katero se soočamo danes, predvsem mladi, mora biti obravnavana bolj podrobno. Poglejte, stanovanjska problematika v Ljubljani je popolnoma drugačna kot recimo v naših krajih. Stanovanjska problematika v Ljubljani bi bila delno oziroma vsaj v večji meri rešena že s tem, da bi se pravilno naslovilo vprašanje dijakov in študentov, ki bivajo v Ljubljani. Se pravi, primanjkuje študentskih domov, po drugi strani so študenti potem primorani nekako najemati stanovanje na trgu, kar posledično pomeni, da je manj stanovanj, katere se lahko da v najem. Po drugi strani pa na področju idrijsko-cerkljanske spremljamo druge problematike, se pravi dolgotrajno čakanje na gradbeno dovoljenje, spreminjanje prostorskih planov in tako dalje. Se pravi, ta problematika bi se morala prvo reševati na tej, bom rekel, birokratski ravni, kajti nekatere zadeve so popolnoma preveč zbirokratizirane, saj veste, na kakšne odgovore agencij čakamo po leta in leta, namesto da bi imela taka inštitucija mogoče mesec dni za odgovor. Če tega odgovora ne bi bilo, bi moralo biti jasno zabeleženo tudi za strani zakonodaje, da pač taka inštitucija soglaša za gradnjo na določenem območju. Se pravi, ta vlada, če nekako potegnem črto, se je lotila te problematike pri repu, namesto da bi naslovila tiste glavne vsebine, nekako populistično, bom rekel, zagotovila neka sredstva v proračunu, ki pa po mojem mnenju in poznavanju realne situacije ne bodo niti realizirana, kot bi lahko bila. Res je, občutek imam, kot da se v zadnjih 3 letih in pol favorizira samo določene predele Slovenije. Tudi tukaj bom nekako izrazil razočaranje, da idrijsko-cerkljanska ni med njimi. Ne glede na to, se moram pohvaliti tudi sodelovanje obeh županov, bom rekel, z obema poslancema trenutnega zbora oziroma sklica državnega zbora. V zadnjem letu in pol se je kar nekaj stvari, bom rekel, začelo odvijati. Nažalost pa tukaj država premalo pristopi, ne pristopi aktivno, če primerjamo samo mogoče prejšnjo vlado, v 2 letih so se sanirale, bom rekel, 2 večji cesti v naših krajih, ki so predstavljale kar izjetnejše finančna sredstva. Nažalost, 3 letih in pol v tem mandatu takih investicij še nismo bili deležni. Edini večji, bom rekel, investicijski cikel, ki ga lahko izpostavimo, mogoče investicija v šport, se pravi Modra dvorana, ki je pridobila sredstva, pa tudi športno igrišče v Cerknem, zahvaljujoč, bom rekel, tudi pri tem ministru Hanu, ki je povečal sredstva za razpis, je prišlo do tega, da so sredstva bila dodeljena. Nažalost pa večjih investicij očitno v tem mandatu ne bomo deležni. Prvo bi rad se zahvalil vsem, ki so aktivno sodelovali pri tem, da se je Petrol Črni Vrh vrnil, odprl svoja vrata nazaj. Pri tem je izrekel tudi čestitke predsedniku krajevne skupnosti, ki je tukaj pokazal, da če kraj stopi skupaj, se lahko po domače rečeno tudi premika gore. Si bom podovolil pri tem vprašanju malo bolj izdatnejši odgovor, če lahko temu rečem. Poglejte, vlada in Petrol sta pri tej zadevi preselila njihovo bojno polje, njihov spopad direktno na pleča ljudi. Če nekako poenostavimo, pogledamo malo bolj splošno, Vlada Republike Slovenije je sprejela uredbo, ki je takrat, oziroma ki še danes velja, ki je v bistvu zamejila cene na avtocestah. Poglejte, na slovenskih avtocestah toči samo 5% slovenskih državljanov, vse drugo predstavljajo tujci. Če nekako posplošeno pogledamo, je nastala situacija, v kateri je takrat, oziroma v tistem trenutku, tujec v Sloveniji tankal ceneje, slovenski državljan, predvsem s podeželja, pa je ostal brez bencinskega servisa. To ni politika, ki bi bila odgovorna državljank in državljanov. Po drugi strani pa moramo tudi pogledati realne številke. V Sloveniji je cena trošarin
izdatnejše višja kot v vseh sosednjih državah v primerjavi s končno ceno. To vam recimo lahko tudi pokažemo na grafih. Vejte, gibanje naftnih derivatov v času trenutne vlade, se pravi, kot vidite, z nastopom trenutne vlade se je cena trošarin izdatnejše dvigala. Se pravi, v primerjavi z, obdobjem pretekle vlade, prejšnje vlade, je cena za 20% višja, kot vidite tukaj, se je v mandatu prejšnje vlade cena drastično nižala. In vse to so posledice, ki na koncu vplivajo tudi, na ceno, ki jo potrošniki plačamo. V Sloveniji potrošniki plačamo približno 86 do 87 centov na liter natočenega goriva. Se pravi, to je 60% končne cene. Se pravi, z tega vidika bi bilo odgovorno strani države do državljanov in državljank, da se cene na podeželju oziroma trošarine na podeželju obravnava drugače. Le tako bi nekako omogočili skladni regionalni razvoj, omogočili to, da se taki bencinski servisi nikoli več ne bi zapirali in da bi bili tudi z vidika ponudnika, se pravi Petrola, profitabilni. Po drugi strani pa tudi moramo omeniti določene stvari, ki so jih navajali tudi številni slovenski mediji. Poglejte, situacija glede Petrola oziroma spora na relaciji Petrol-Vlada je nastala v trenutku, ko se je v Petrolu zamenjal nadzorni svet. Kot kandidat vlade za predsednika nadzornega sveta takrat ni bil izvoljen mož državne sekretarke na Ministrstvu za finance, gospe Jazbec, ampak je bila izvoljena druga kandidatka. Po drugi strani pa je v bistvu vodenje uprave predala naprej tudi teta Tine Gaber, se pravi partnerke predsednika premierja. In nekako paradoksalno je v naslednjih mesecih izbil spor med Petrolom in vlado. Predvsem pa tudi vlada se je nekako zgovarjala na dobičke Petrola. Res, te so rekordni, jaz menim, kot nekdo, ki nekako spodbuja socialno politiko tudi strani podjetij, da bi več teh sredstev moralo biti vloženih v Slovenijo, v regionalni razvoj, tudi v športnike, v športna društva. Pa vendarle, če primerjamo dvig dobička Petrola v primerjavi s prejšnjimi leti, je bil leta 2023 dostično drastnejši, višji kot v sedajšnjem obdobju. Pa takrat nismo poslušali strani vlade in premierja, da bi si želeli zamejiti cene na avtocestah. Vse je videti tako, kot da je v bistvu šlo za neko spopad za, višja mesta, odgovornejša mesta v Petrolu. Po drugi strani pa smo, še enkrat poudarjam, najbolj nastradali državljanke in državljani in ni pošteno niti strani Petrola, niti vlade, da si lahko nekaj takega dovolijo. Obramba je, nekaj, oziroma Slovenska vojska je nekaj, kar zagotavlja neodvisno in suvereno Republiko Slovenijo. Brez, obrambe, organizirane obrambe, tudi neodvisne države danes ne bi imeli. To gledamo skozi celotno zgodovino, ki je pa nekako vrhunec tega, pa smo nekako realizirali v osamosvojitveni vojni. Moram reči, da pa je pri tem odločanju glede obrambnih izdatkov prišlo kar do nekaj postopanj, ki niso bila državotvorna strani glavnih odločevalcev. Sam sem tudi član parlamentarnega odbora za NATO. O višanju obrambnih izdatkov se je na, generalni skupščini NATO govorilo že pred izvolitvijo Donalda Trumpa, kajti Američani oziroma Amerika je izpostavljala, da svoj obrambni dežnik ne bo dolgotrajno morala zagotavljati kot obrambo tudi evropskega teritorija. Posledično seveda smo prišli v situacijo, ko se je NATO oziroma evropske članice NATO smo se nekako znašle v položaju, ko bomo morali drastično dvigovati obrambne izdatke. Te izdatki seveda se je najprej govorilo o številki 3,5%, sedaj smo nekako prišli v 5% v kombiniranem načinu, se pravi nekaj direktno za obrambo, nekaj za vso infrastrukturo, ki zraven tega pride. Ampak način sprejemanja tega v Sloveniji pa je bil totalno nasproten kot v ostalih članicah Evropske unije. Če pogledamo recimo v Nemčiji, se je takrat sklical vrh vseh političnih strank, tudi izven parlamentarnih, na katerih se je potem uskladilo, kako se bo to sprejemalo, tudi v vseh, sosednjih državah, ki so članice NATO, se je tako postopalo. Pri nas pa se v bistvu premier sam odločil, da bo šel v Haag, dvignil roko za 5% in potem se vrnil v domovino in govoril o nečem drugem. Se pravi, prišli smo v situacijo, ko je potem koalicijska stranka, vladna stranka, Levica predlagala zahtevo za referendum na to višino izdatkov, na te odstotke, kar je zelo, tudi
čudno z vidika tega, da vsaj vlada bi morala biti, oziroma vladne stranke bi morale biti poenotene, ko pride do najbolj pomembnih strateških odločitev za slovensko državo. Na to ste spremljali lahko to odvijanje v Državnem zboru. Poslanci Slovenske demokratske stranke smo potrdili referendum, ravno z tega namena, ker predsednik vlade pred odhodom v Haag na srečanje voditeljev NATO ni nekako dosegel niti splošnega konsenza znotraj koalicije, kaj šele znotraj celotne slovenske politike o dviganju obrambnih izdatkov. Poslanci opozicije oziroma opozicijske stranke smo bili z tega odločanja popolnoma izključeni. Po drugi strani pa se nam je zdelo, da bi bila referendumska kampanja idealna, da se znotraj le-te pogovorimo o tem, kam bo država investirala ta sredstva. Potem pa je seveda Državni zbor na prejšnji tedenski seji ta sklep razveljavil. Poslanci Slovenske demokratske stranke smo se odločili, da v teh spopadih znotraj koalicije ne bomo sodelovali, kajti menimo, da bi koalicija oziroma enotnost koalicije moral biti nekako dosežen predtem, ne pa da smo v Državnem zboru spremljali, kako se poslanci vladnih strank med seboj obmetavajo in obračunavajo. Na koncu koncev pa moram reči, da tisti, ki so najbolj govorili o tem, kako je referendum potreben, kako je pomemben, so na koncu pri glasovanju ven povlekli kartice, se pravi, tudi sami niso oddali glasu. Nekako občutek imam, se bo opravičujem izrazu, ampak da je šlo za nekako populistično obračunavanje pred očmi javnosti z namenom nabiranja političnih točk in še enkrat, poslanci opozicije smo rekli, da v tem ne bomo sodelovali. Ja, v Slovenski demokratski stranki smo odvedno nekako gojili to idejo, da tudi mladi potrebujemo svoj glas znotraj stranke. Mislim, da v zadnjih letih se je ta glas zelo ukrepil, tudi imam druge poslanske kolegi, ki so mojih let, pa so med aktivnejšimi poslanci. Nekako, če pogledate spletno stran Parlameter, ki meri aktivnost poslancev, lahko vidite, da sem v tem letu in pol, oziroma v tem letu od nastopa poslanske funkcije spregovoril že okoli 1600 besed, 160 tisoč besed, se opravičujem. In mislim, da je to nekaj, kar tudi pokaže aktivnost poslanca, seveda. Sam menim, da v bistvu je tudi moja naloga to, da kot poslanec, da sem aktiven, predvsem pa, da sem glasen glede problematik, ki jih imamo v našem kraju. Sam vedno povem, tudi zapišem javno, da sem na prvem mestu poslanec Idrijsko-Cerkljanske in da je moja prva odgovornost do volivk in volivcev znotraj mojega okraja. Menim pa seveda, da je potrebno tudi pri drugih zadevah se ustrezno oglasiti. Omenili ste slavni odbor, na katerem je kar nekaj poslancev Slovenske demokratske stranke izgubilo možnost za razpravo. Prvič v zgodovini Državnega zbora se je celo zgodilo, da so poslanci koalicije izglasovali to, da se poslancu opozicije odvzame glas. Se pravi, kažejo se neki zametki zelo totalitarnega, avtoritarnega, če lahko rečem, načina vodenja Državnega zbora, ko lahko eni razpravljajo in govorijo in obtožujejo ostale, česarkoli sami želijo, na drugo pa hočemo tudi sami iz opozicije izpostaviti nekatere stvari, pa smo deležni tega, da izgubimo besedo. Sam vedno rečem, da skozi svoje razprave sem lahko pri nekaterih zadevah oster, vendar zmeraj se držim neke meje, spoštljivosti oziroma spoštovanja do ostalih kolegic in kolegov. To pa težko zatrdim tudi za kakšnega kolega iz koalicijskih strank. Ja, odbora za infrastrukturo smo takrat sklicali zaradi majskih poplav v letošnjem letu v Cerknem. Zahtevali smo predvsem to, da bi odbor pozval ministrstvo, da nekako zagotovi predplačilo v višini 40% škode, kakor tudi veleva zakon, ki to ureja. Nažalost, niso bili na tem odboru sprejeti vsi sklepi, ki smo jih strani opozicijskih strank predlagali koaliciji. Pa vendar moram reči, da sem z rezultatom sklica te seje zadovoljen, kajti tudi ta poziv je na ministrstvu prišel in na koncu tudi se nadejam, da bodo ta sredstva tudi na koncu v celotnem znesku izplačena. Ja, res je, tudi ta tema smo naslavljali v Državnem zboru. Bila je tudi sklicana ena izmed sej odborov, ki je o tem govorila. Na njej smo izpostavili problematiko prav idrijskega zdravstvenega doma,
Na seji je bilo tudi prisotnih kar nekaj, direktorjev podobnih zdravstvenih ustanov po Sloveniji, ki se soočajo z praktično identičnimi situacijami. Nažalost, smo v situaciji, v kateri vlada, namesto da bi zagotavljala širši nabor znotraj zdravstva, se pravi, omogočila doktorjem, da delajo čim več, oziroma kolikor le lahko po svojih zmožnostih, prihajamo do situacije, ko država oziroma vlada omejuje delo doktorjev, se pravi, zadnje je bilo tako njihovo pompozno prodano, PR-ovsko prodano, če lahko temu rečem, ločevanje javnega in zasebnega zdravstva. Po drugi strani pa smo prišli do situacije, ko je mnogo zdravnikov, pač popoldanske pogodbe, ki so jih imeli z drugimi ustanovami, enostavno prekinilo. Tudi koncesionarji, ki so del javne zdravstvene mreže, pri katerih uporabniki, zavarovanci ZZZS-ja ne rabijo plačevati niti evra za dodatne storitve, so v veliki meri prišli v situacijo, ko so rekli, da pač se jim tak način dela ne izplača in kakšen je končen rezultat. Daljše čakalne vrste, daljše čakanje na ustreznejšo obravnavo. Nažalost pa se vlada očitno tega rešuje le tako, da če se nekdo odjavi v čakalni vrsti, zadnji čakalne vrste lahko prestopi na njegovo mesto, kar smo tudi videli obrazloženo strani premierja v Državnem zboru. Mislim, da je celoten pristop k reševanju javnega zdravstva napačen. Odnos do krajev, kot je Idrija in zdravstvo v Idriji, pa smo tudi videli na seji odbora, o kateri sem ravno kar govoril. Tam je ena izmed poslank koalicije dejala, ko sem navajal površino, ki je občin, ki jo zdravstveni dom Idrija pokriva, odgovor nekako je bil, da sedaj bomo pa šteli tudi drevesa, ko govorimo o zdravstvu. Se pravi, čisto neodgovorno do krajev, kot so naši. Ja, kot podžupan mi je seveda veljevala zakonodaja, se pravi zakon o poslancih, da funkcije niste združljivi in da moram odstopiti. To sem tudi storil isti dan, ko sem nastopil s funkcijo v Državnem zboru. Za odločitev za odstop kot občinski svetnik pa sem se odločil predvsem z dveh vidikov. Prvi vidik je to, da kot poslanec preživim kar nekaj časa v Ljubljani, sicer nimam poslanskega stanovanja, se vsak dan nekako vozim oziroma migriram med Idrijo in Ljubljano. Pa vendarle seje se ponovadi oziroma kar dostikrat zavlečajo, pridejo tudi v čas popoldanskih terminov, ko se odvijajo odbori in seje tudi na občinskem svetu, in ker menim, da morajo biti predstavniki ljudstva odgovorni ter zagovarjati ljudi, ki so jih izvolili, sem svoje mesto prepustil naslednji vrsti, predsednici našega odbora Neji Poljanec, ki pa je tudi kot mlada kandidatka kandidirala na volitvah, pokazala odlično znanje in pristop, in mislim, da je ustrezno nadomestila mesto in seveda dela v korist občank in občanov. Ja, moram reči, da v zadnjem letu od nastopa funkcije smo praktično šli že vse krajevne skupnosti, ostalih je samo še nekaj. S temi dogodki bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje, tako da se pa moram tukaj mogoče malo odzvati na to, da naj bi šlo samo za podeželje. V poslanske večerje bomo organizirali v vseh krajevnih skupnostih, tako da bo tudi mesto oziroma urbano okolje prišlo na svoj glas, bom rekel po domače rečeno, ampak po drugi strani pa morate se zavedati, da tudi sam prihajam iz mesta in mogoče v mestu, kot bom rekel prebivalec Idrije, lahko tudi na ulici srečam občanke in občane, ki podajo svoje mnenje, kar pa seveda podeželje, so tisti, ki dnevno ne migrirajo v center Idrije, nimajo možnosti podati. In po drugi strani je tudi nekako moja odgovornost do občank in občanov celotne idrijsko-cerkljanske to, da imam stik z njimi, da zvejo informacije, kaj se odvija na državnem, lokalnem, pa tudi evropskem nivoju. Pridružili so nam tudi evroposlanci na določenih dogodkih. Predvsem pa me veseli to, da so dogodki vedno zelo obiskani, da ljudje pokažejo svoje mišljenja, videnja, komentarje, tudi kakšno kritiko na naše delovanje. Predvsem pa se zavedamo tega, da smo izvoljeni strani njih in da je naša primarna odgovornost, še enkrat poudarjam, do občank in občanov občine Idrija in Cerkno. Torej, poslanci imamo nekako tradicionalno skladno s parlamentarno prakso ponedeljke namenjene delu na terenu in vsak ponedeljek praktično razen če ni sej v Državnem zboru
se nahajamo v poslanski pisarni, tam ima tudi svoje prostore Slovenska demokratska stranka v Idriji ter tudi njen podmladek. Ravno pa zaradi tega razloga niso navedene ure, kajti ne nočem, da pridemo v situacijo, ko bi imeli kakšno izredno sejo v Ljubljani, kakšen občan pa bi hotel priti do nas, podati neko svoj komentar, mišljenje in tako dalje, pa nas oziroma mene ne bi bilo tam. Večinoma pa sem tudi dosegljiv preko elektronskega naslova, ki je tudi naveden na strani Državnega zbora, pa tudi na socialnih omrežjih, saj veste, mladi smo dosti dovzetni do tega, me lahko vsak kontaktira, vedno se odzovem, tudi dam svoj osebni telefonski kontakt in se velikokrat s kom slišimo ter naslovimo ustrezne zadeve. Ja, tako je. V okraju Idrija in Cerkno, se pravi v okraju, ki ga pokrivata občine Idrija in Cerkno, sem bil s strani obeh odborov Slovenske demokratske stranke evidentiran kot kandidat. Seveda se podajam na, kandidaturo tudi s tem namenom, ker upam, da bomo imeli možnost nekako kot koalicijska stranka, kot vodilna vladna stranka voditi državo in da bomo tudi s tem v primeru ponovne izvolitve imeli možnost tudi veliko več narediti za Idrijo, kot je bilo narejeno v preteklih 3 letih in pol. Andrej Poglajn, se vam zahvaljujem za ta pogovor, za obisk v naši oddaji in vam želim vse dobro. Hvala tudi vam za vabilo, pa lep pozdrav vsem, ki so nas spremljali. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.